Glasovi svetov. Dragi poslušalci in poslušalke, dober dan in dobrodošli v oddaji Glasovi svetov. Hrana se res dotika vsega. Odnos do prehrane pa sega globoko v človekovo osebnost. Pri prehranjevanju nikoli ne gre samo za potešitev lakote, ampak tudi izraz, kako smo se naučili gledati na svet. Res da jemo, zato da živimo, vendar je tudi obilje trenutkov, načinov in priložnosti, v katerih živimo, zato da jemo. Pomembnost hranilne vrednosti zaužite hrane je tako neprimerljivo manjša od pomembnosti njene simbolne vrednosti. In če je ne delimo z drugimi, tako pojasnjuje nauk stare brahmanske teologije, ubijemo njeno bistvo. Zdi se, da ukvarjanje s hrano in kuhanje še nikoli ni bilo tako priljubljeno, izpostavljeno in pomembno, celo zapovedano, hkrati pa sila razpršeno, kot je v dobi, ki jo živimo. Kaj povemo o sebi in našem doživljanju sveta s tem, kako se prehranjujemo? Hrana kot življenjski slog, torej. O tem bomo debatirali tokrat, z nami so gostje. Magister Jernej Ogrin, inženir prehrane, prehranski svetovalec in ustanovitelj podjetja Zadnja dieta. Mario Sambolec, trener in nutricionist z več mednarodno priznanimi licencami z področja coachinga, prehranskih in vadbenih znanosti, ustanovitelj in vodja podjetja Feel Good pod okriljem Fitness zveze Slovenije, predava in izobražuje trenerje, športne delavce ter prehranske svetovalce. Doktorica Aida Urbas, specialistka interne medicine iz Zdravstvenega doma Koper, tudi predsednica društva Sladko na kratko, društva za ozaveščanje o zdravem življenjskem slogu in preprečevanju sladkorne bolezni. Spoštovani gostje, dober dan in dobrodošli. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Sem premišljevala, kako bi začela to oddajo, pa sem se ne vem zakaj, morda zato, ker se njegov rojstni dan bliža kmalu. Rok Petrovič, ne vem, najbrž ga poznate, legendarni smučar naš, velik duh, poseben. Je vedno, ko je štartal, on je začel s to rutino, pravzaprav to je zdaj že ikonično. Bowdy Miller je potem ga posnemal, je to delal za njim, pa ostali si je na štartu vzel tistih 30 sekund, da je padel vase, v prisotnost, v ta mir. Se mi zdi, da je to ena taka dobra prispodoba za vse nas, ki živimo v hrupu, ki živimo hektično, da bi mogoče dan začenjali s tem. Razmišljala sem potem naprej s tem pozdravom, a ne? Kako si? Ko se srečamo, rečemo, kako si, kako ste. Pa sem razmišljala glede na to, kakšno pomembnost pa vrednost pripisujemo hrani, ali pa ne, pa vendarle ima. Zakaj se ne vprašamo, kako pa kaj tvoje jetra, kako pa kaj želodec, kaj pa črevesje, ali pa kako pa se tvoje srce počuti. Ja, saj vem, da ste zbrano pa prisotno poslušali moj uvod, ne, pa morda vseeno bi se na to navezali. Kako pomembna je zares hrana, to, kar jemo? Kako določati to, kar smo in kako živimo, kako bivamo, kako vstopamo v svet in vase in vso človeka pravzaprav. Morda malce filozofsko, pa hkrati ne. A boste vi, gospod Ogrin, tukaj na moji desni sedite v studiu, prosim. Ja, hrana je veliko več kot samo skupek hranil in tistega, česar našemu telesu da. Mislim, da se vsi s tem strinjamo, ne. Imela bo vpliv na številne procese, ki se pri nas dogajajo, imela bo vpliv na naše zdravje, imela bo vpliv na naše počutje, tako v tem trenutku, kot čez nekaj minut, nekaj ur in tudi na dolgoročno zdravje. In mogoče bi res lahko v neki taki vsakodnevni komunikaciji, v small talku, tudi kaj vključili, če si jedel zajtrk, kako pa si se imel pri tem? Ja, počutje tudi, ne? Počutje. Ja, seveda. Ja, seveda, ja. Hrana, gospa Urbas. Ja, hrana dejansko deluje preko več centrov v možganih.
Eden je seveda center za to tako imenovano homeostatsko hranjenje, a ne, se pravi, kaj jemo. Pač zgolj to, da smo siti, da smo, pač, da nismo lačni. En center je pa tudi to čustveno hranjenje. In ta center je zelo pomemben. Ta v bistvu določa, kaj nam je všeč, kako se počutimo. In ko vprašamo mogoče na tak način, kot je Jernej rekel, se na ta način vprašamo tudi po zdravju naših možganov oziroma po našem zdravju. Tako da mogoče ne bi bilo tako slaba ideja, da bi vprašali kdaj, kako se počutimo med zajtrkom. Gospod Sambolec. Sedim tukaj zamišljeno, poslušam pozorno. Ja. Zdaj, če pogledamo zelo ozko, na hrano, pol sta oba kolega povedala, da na prvo žogo nam hrana seveda da hranila, brez katerih ne moremo funkcionirati, brez katerih razvijamo pomanjkanje in tvegamo svoje zdravje. Prej ali kasneje, odvisno, koliko smo pri tem nepremišljeni. Ampak če pogledamo pa širše, pa če se navežem na malo tvoj... malo navešli na ta filozofski vidik. Bi rekel pa, da se je vloga hrane skozi čas kar spreminjala. Poglejmo samo nekaj desetletij nazaj, ko je večina naših prednikov, naših staršev, starih staršev živela v okolju pomanjkanja. Je bil odnos do hrane verjetno drugačen. Tudi socialnih medijev ni bilo, kjer bi vsako sekundo v dnevu utripalo, kako moramo jesti, kako moramo, ne vem, kaj pri prehrani razumeti. Danes bi rekel, da morda prvič v takem obsegu povprečen človek živi v okolju ne pomanjkanja, ampak presežka vsega, presežka informacije o prehrani, presežka kalorij, presežka izbir. In bi rekel, da v bistvu to od nas zahteva, da se na novo prilagodimo. To sem sam želel reči, da prilagodimo tudi svoj odnos do hrane, da jo dojemamo v bistvu primerno, da se znamo znajti, da jo znamo razumeti, da jo znamo, dajmo reči, uporabljati in z njo obogatiti svoje življenje. Se pravi, da, če zaključim to misel, da razvijamo nek ustrezen odnos do nje, ker dokler naš odnos do hrane v tem okolju, v katerem živimo, ne bo zdrav, potem tudi hrana in to, kar jemo, ne bo moglo biti zares zdravo. Ja, zdaj imam že 100 vprašanj za ta izhodišča vaša, ampak vseeno, a je še kdo želel še temu kaj dodati morda? Ja, vstopamo v odnos, se z vsem, kar je, pa biva, stopamo v odnos, tako da tudi s hrano, ampak to, kar ste rekli, kaj pa je zdrav odnos? A mi vemo v tem preobilju informacij, mislim, informacij o tem, kaj je dobro, kaj je zdravo, kaj je prav, kaj je narobe, še nikoli nismo bili tako informirani, je res, zdaj tega je obilje, ampak a vemo mi sploh, kaj pa je zdrav odnos? Gospod Ogrin. Tukaj je zdaj en zaplet. Nikoli še nismo bili tako informirani, hkrati pa nikoli tudi nismo bili tako dezinformirani. Ker je informacija enostavno taka količina in vedno večji procent teh informacij, bomo rekli, ni resničnih oziroma je nekako napačno interpretiranih, ali namenoma, ali po nesreči, v to debato se dokaj ne bi spuščal, da je tudi v poplavi informacij zelo težko potem vedeti, katere informacije pa so zdaj tiste, ki meni dejansko koristijo. Zdaj, kaj je zdrav odnos do hrane? Mogoče najprej imeti tudi zdrav odnos do informacij o prehrani, ki jih konzumiramo. Ravno zaradi tega, da ne vzamemo ravno čisto vsake, ki jo slišimo. Ker če se to zgodi, potem kar naenkrat ne smemo jesti niti mesa, niti kruha, niti sadja, niti zelenjave, sploh če ni bio, niti mlečnih izdelkov, ničesar ne smemo jesti. In tukaj se lahko zelo hitro zaplete. Zdaj, v mojih očeh, če zelo poenostavim, je zdrav odnos do hrane neko vsakdanje počutje, ki ga imamo tekom trenutkov, ko hrano konzumiramo in ko o hrani razmišljamo. Torej, da nam hrana povzroča ne zelo veliko stresa, ampak da je bolj nekaj takega, kar pride naravno. Tako. Kar je samo del našega življenja. Torej, če se celo življenje, večina trenutkov v dnevu, ki jih imamo, celotno razmišljanje, ki ga imamo, če se to vrti okrog hrane, tudi če se vrti okrog našega udejanjanja pri zdravi prehrani, je to lahko za nas preveč in bo prej ali slej nekje počilo, če se tako preprosto izrazim. Tako da ja, o hrani je seveda treba razmišljati.
treba imeti nekoliko vpliva na to, kaj jemo, pozornosti na to, da je naša prehrana zdrava, ampak če to postane naša glavna briga v življenju, pa potem, po mojem mnenju, to ni več zdrava prehrana. Mogoče, z medicinskega stališča, hrana nam zagotavlja gradnike za življenje. Zato je absolutno pomembno, da jih zagotavljamo. Imamo pa tudi v medicini izraz oziroma bolezensko stanje, ki označuje prekomerno obremenjevanje s prehrano, to je ortoreksija. Se pravi, to je takrat, ko dejansko posvečamo preveč pozornosti temu, da se zdravo prehranjujemo. In tako kot je Jernej rekel, težava je v informiranosti in dezinformiranosti, ker imamo občutek, da imamo zelo veliko informacij, mislimo, da o tem vse vemo. Ampak dejstvo pa je, da nimamo postavljenih temeljev in da ne razumemo, kako kaj deluje. In zato lahko hitro pride do tega, da v bistvu postane hrana nek izgovor, da postane neka preokupiranost, da postane krivda, sram, obsojanje, recimo na drugi strani. In na ta način eno veliko breme, tudi psihično, za človeka. Vsekakor je pomembno, da zagotavljamo telesu hranilno podporo, ampak jaz se ponavadi ravnam tako, ko gledam recimo te influencerje na internetu, če mi prodajajo zelo veliko prehranskih dodatkov, vem, da zagotovo ne morejo biti strokovnjaki, kar se tiče prehrane. To je eno tako, bom rekla, moje zlato pravilo, kako recimo na začetku ločiti, komu zaupati v tem svetu, pa komu ne. Zanimivo. Gospod Sambulet, še vi za ta krog? Če povzamemo moja sogovornika, malo znanje je, se mi zdi, precej bolj nevarno, kot pa nič znanja. In poglejmo, informacijsko dobo, v kateri živimo, poglejmo svet socialnih medijev in novic, ki dobesedno špricajo od povsod. Ves čas imaš občutek, da v različnih temah glih nekaj malega veš. Se pravi, danes več, dajmo reči tako, je vedno manj stvari, v katerih ne vemo nič. Ali pa vsaj imamo občutek, da nekaj vemo. In takrat se mi zdi, da ko mislimo, da nekaj vemo vsaj malo, takrat postanemo najbolj nevarni, ker splezamo na tisto goro neumnosti, o kateri sta govorila Dunning pa Kruger, tisti znan fenomen, Dunning-Krugerjev učinek, ko veš ravno toliko, da si v bistvu pretirano prepričan v svoje kompetence in svoje znanje. Ker če nič ne veš, potem veš, da nič ne veš. Recimo, o raketni znanosti se niti ne bom delal pametnega, ker vem, da nič ne vem. Ampak prehrana je pa nekaj, kar tako vsi jemo, in vsi jemo in potem tudi hitro mislimo, da nekaj o prehrani vemo, ker imamo ta N je enako ena vzorec, se pravi sklepamo na osnovi svojih lastnih izkušenj ali pa na izkušeno omejenega vzorca in ekstrapoliramo navzven in potem hitro ratamo pretirano prepričani v to malo, kar vemo in grešimo vse te nianse in kontekste, o katerih se tukaj zdaj pogovarjamo. Ampak, gospod Ogrin. Če lahko tukaj na tale komentar samo še dodam eno malenkost. Kar naenkrat se ljudem, nam vsem, na vseh področjih zdi, da je nujno, da imamo o stvarih mnenje. In da ga zelo na glas izrazimo, čim bolj pogosto, čim širšemu poslušalstvu, če se lahko tako izrazim, in tudi tukaj lahko težava nastane. Ker vsak pa ima platformo, vzameš roko telefon, objaviš kamorkoli hočeš in to je to. Res je, hipermnen, ki niso relevantna. In sprejeto, da tvoje mnenje včasih ni relevantno, ker nisi kompetenten, je modrost, ampak, recimo mikro-makro hranila, recimo, da je to nekako ta prehranska piramida, da je še zmeraj enaka, ampak se spreminja. Kaj zdaj? Kaj smo se pa sploh učili mi v šoli o prehrani, kako moraš jesti? Ne vem, jaz imam še vedno v glavi tisto prehransko piramido, kje so sladkarije in kruha, in kje je zelenjava in meso, in tako in mleko in vse ostalo vmes. Ampak, tako kot ste rekli, gospod Ogrin, merilo dobro je tudi to, da veš, kako se počutiš, ko nekaj zaužiješ. Se pravi, človek se mora samo opazovati.
Se pravi, to zahteva dobršno mero opazovanja in samo opazovanja. Se pravi, si moraš čas vzeti, moraš biti pozoren na to. Mogoče je to celo res najgloblji odnos, ne? Ker pri vseh ostalih stvarih, iz katerih lahko tudi odvisnost recimo razvijaš, ne vem, alkohol, spolnost, ne vem, šport tudi, karkoli, lahko abstiniraš od tega, ni nujno potrebno za preživetje. Pri hrani moraš pa držati mero in mejo, ne moreš se ji odreči, ker ne preživiš. In je res v bistvu ta angažma na nek način je zelo pomemben in potreben, ne pa pretiran. Kaj ste želeli pa? Želela sem reči, da je vseeno treba paziti, da ne posvečamo pretirane pozornosti tudi čustvom, zato ker nas pa spet lahko zanese, recimo, tako da tukaj je treba biti pozoren. Bi pa rada poudarila, recimo, mogoče tako, jaz zdravim, jaz delam v diabetološki ambulanti in v ambulanti za zdravljenje debelosti. In v bistvu pri obeh boleznih je skupno to, da je hrana tista, ki dejansko vpliva na bodi si prevelik kalorijski vnos ali pa recimo povišano glukozo v krvi in tako naprej. Mi zdaj ne govorimo več toliko o piramidi, kot govorimo o zdravem krožniku, tudi oba moja sogovornika danes pač poudarjata ta zdrav krožnik. Piramida nam pa da mogoče ta občutek recimo količine v tednu, recimo, se pravi zelenjava tam spodaj, naj bi bila vsak dan res na krožniku, pa mogoče sadja malo manj, pa recimo sladice, ne vem, enkrat, dvakrat na teden, tako v tem stilu. Ampak absolutno to ne pomeni, da se moramo mi odpovedati sladkorju. Absolutno to ne pomeni, da se moramo odpovedovati določenim stvarem, recimo glutenu, mleku ali pa karkoli. Pomembno je samo pač, kako jih umestimo, pa kam jih umestimo v naš jedilnik. In predvsem, kako jih v bistvu pokombiniramo. Ta del je izjemno pomemben in tudi z tega stališča mi je zelo všeč, recimo oba, Mario in Jernej, to dejansko zagovarjata oziroma prikazujeta, kako lahko v bistvu upoštevamo ta načela zdravega prehranjevanja. Ja, pa predvsem živite, to se mi zdi, ker če pa ne živiš tega, potem pa že avtomatsko nisi verodostojen. Se mi zdi, da vidite, pa ja, prav zato sem se jaz na vas obrnila, gospod Ogrin, potem ste vi mi oba sogovornika tudi priporočili, sem vesela za to, ker ste tudi tako komplementarni v svojih mnenjih pa delovanjih. Ampak že prej ste rekli, ogromno dezinformacije, zdaj komu zaupati, kdo je verodostojen, Ja, kar povejte. Ja, mogoče še ena replika na prejšnjo tematiko, na prejšnji krog. Prehranska piramida je prvič nekoliko zastarela, kar niti ni nujno problem, ampak vseeno, kje jaz vidim njen problem? Ljudje si težko predstavljajo, kaj zdaj to pomeni za mojo prehrano, če se želim prehranjevati po prehranski piramidi. Ker nihče nikoli ni jedel iz piramide dol. Mi jemo iz krožnika, ne? Drži, ja. Torej, krožnik je veliko boljši način, kako te informacije predajati, zato ker ljudje težko odzumirajo ven in pogledajo svojo tedensko prehrano. Znajo si pa predstavljati, kaj pa imam jaz zdaj na krožniku in kako posamezne sestavine dati med sabo. Imamo pa en fenomen, trenutno čez lužo, ki se je pojavil, so prehransko piramido obrnili okrog. Kvazi nove prehranske smernice, kvazi naredili bomo zelo super potezo za zdravje naših prebivalcev, ampak tisto je ena navadna floskula, čisto iskreno. Tako da bo še veliko ene pozornosti verjetno na tisto padlo, ne bi pa se zdaj preveč spuščal v to tematiko. Zanimivo. Moj komentar na to na kratko. Jaz delam z najrazličnejšimi ljudmi v praksi. Že skoraj 20 leti. In kar je zanimivo, je morda to, da ko delaš z fizičnimi delavci, ko delaš s starejšo populacijo, 50-60 plus, ki ima spet malo specifične prehranske potrebe, ko delaš z mladostniki, ki so še športniki po vrhu, ko delaš z ljudmi, ki imajo bolezen debelosti, ko recimo uporabljajo pod nadzorom zdravnika zdravila za zdravljenje debelosti, pa potem potrebujejo prehransko podporo in vadbo na tej strani. Ko delaš z ljudmi, ki imajo težave zaradi podhranjenosti, morajo pridobiti dodatne kilograme. A razumete, koliko je to zdaj enih različnih situacij, različnih na koncu tudi prehranskih potreb. In to je zdaj moja replika na recimo en uniformiran pristop, pa ne si bo to krožnik, kakorkoli je to v splošnem bolj koristno, seveda kot piramida, saj to ni zdaj debata, ampak
pri svojem delu, zakaj govorim o tem? Pogosteje izhajam iz tega, da za vsako to specifično skupino razumem, kakšne so smernice, recimo kakšne so potrebe po vnosu, recimo energije, beljakovin, vlaknin. In to se bo lahko spremenilo tudi v odvisnosti od raznih stanj. Omenili ste diabetes, recimo, ali pa sindrom razdražljivega črevesja, ali pa kakšna druga omejitev, ki lahko vpliva na to, kako bomo zagotavljali hranila, s kakšnimi živili, ali pa kakšna intoleranca, celo alergija. Se pravi, tukaj potem moramo razumeti, kakšne so specifične potrebe za posameznika v tej situaciji, za ta cilj, ki ga recimo želimo doseči oziroma nasloviti. In zato večkrat izhajam iz tega, samo da dokončam, koliko zdaj recimo vemo, da potrebujemo določenih makrohranil, kakšne so smernice, kakšne so neka realistični načini, kako lahko spravimo to pri tem posamezniku v prakso in kako lahko, dajmo reči, damo stran te ali čisto namišljene ovire ali pa realne ovire, ki obstajajo v življenju tega posameznika, zaradi katerih se zapleta pri temu, da jih lahko doseže ali pa da je dosleden pri osnovah. Ja, samo preden, gospa Urba, samo to, ampak zdaj, ko ste tako govorili, razdeljeno se mi porajalo vprašanje, a pa potem je človek opremljen, da sam sebi določi oziroma ve, kaj bo jedel, ali potrebuje prehranskega strokovnjaka za to v tem času? A lahko mogoče nadaljujem? Ja. Jaz uporabim to lažje bom odgovoril na to vprašanje, če uporabim eno podobno, sorodno področje, kjer razmišljamo že, mislim, da na pravi način. Dajmo pogledati, recimo, kako menedžiramo s svojimi financami. Ne? Ali potrebujemo finančnega svetovalca, da nam pri tem pomaga? Lahko pa ne. Ampak odgovorno je, da če želimo recimo poskrbeti za svojo prihodnost, ne, da se finančno opismenimo. In tukaj nam lahko nekdo pomaga pri tem. Ne rabimo biti za vse sami. In kot sem rekel že prej, čas in okolje se spreminja in tudi tukaj ne rabimo mi zdaj, da nas nekdo za rokco drži vsak mesec, ko dajemo denar na stran. Govorimo o tem, da nam pomaga razjasniti temeljne stvari, da nam pomaga razumeti, koliko sploh recimo zdaj česa mi potrebujemo in kako naj to zagotovimo. Podobno kot pri financah. Če želim recimo poskrbeti za svojo prihodnost, varčevati, karkoli že želim s financami početi, je mogoče dobro, da mi nekdo pomaga zdaj razumeti, kakšni so moje prihodki, izdatki, kakšen je neki realističen plan varčevanja zame. In potem, ko imam te informacije, ki so zame najbolj relevantne in prilagojene za mojo specifično situacijo, potem jaz sem tisti, ki upravlja s tem. Samo polnomočiti se moram. In tukaj bi samo to tangento potegnil na področje prehrane. Ne potrebujemo vsi, seveda ne, prehranske svetovalce, to nam pomagajo razlagati o tem, kako naj jemo. Ampak lahko pa nam nekdo pomaga kot nek filter informacij razčistiti, kaj je zame najbolj bistveno, koliko česa potrebujem in kako si lahko jaz zdaj s tem pomagam naprej. Morda toliko o tem. Ja, zanimivo. Gospa Urbas. Tukaj je zelo lepo povedal, koliko velik možnosti recimo prehranske podpore imamo, da tako rečemo. Ko k meni pridejo v ambulanto, še posebej recimo pri zdravljenju debelosti, debelost je zdaj, je bolezensko stanje, ljudje, ki jo imajo, navadno poskušajo večkrat že izgubiti telesno maso in tako naprej, ampak praktično vsak, ki stopi v mojo ambulanto, ne glede na to, ali je to pri diabetesu ali je to pri debelosti, reče, a veste, jaz pri prehrani vse prav delam. Jaz o prehrani vem vse. Pa recimo jim jaz rečem, zanimivo, ker jaz se ukvarjam s tem zdaj 15 let recimo dobrih, pa se res izobražujem na tem področju, pa res sledim tem smernicam, pa niti približno ne vem vsega. Niti ne vem, kaj deluje recimo za tega konkretnega posameznika. Tako da se mi zdi izjemno pomembno, da v bistvu se zavedamo, da mi ne moramo vsega vedeti o teh zadevah in da pač pustimo ali pa dopustimo, da nekdo več ve kot mi, in da nam pri tem pomaga, recimo, če je pač potrebno. Gospod Ogrin, kako se imenuje ta vaša akcija? Kako vi se pa res prav zelo strukturirano, načrtno ukvarjate s tem in pomagate ljudem sestavljati krožnike? Lahko kaj več o tem poveste?
V bistvu Kako se reče, pardon, k tej vaši, kako imate neko... Spedenan obrok sem Tako jaz se reče, poimenoval, uravnotežen krožnik in v Tako, bistvu okej. velikrat to povem. Ne gre za nobeno zares posebno stvar. To je povsem običajna shema uravnoteženega krožnika, ki jo uporabljajo številne organizacije po svetu in jo priporočajo in tudi pri nas. Tudi v ambulanti v Kopru delajo na podoben način. Ne? Res ne gre za nobeno revolucijo, gre samo za mogoče enostavnejši način, kako ljudem skomunicirati določene koncepte, da jih lahko prenesejo v svojo prakso. In ravno tukaj se mi zdi ena velika pomanjkljivost, ne bom rekel javnozdravstvenega sistema, ampak nasplošno načina komunikacije, ki smo mu priča. Informacije so na voljo. Zdaj je pa, torej glavna umetnost pa je, kako te informacije zapakirati na tak način, da jih končni uporabnik prvič sliši, da sploh pridejo do njega, drugič, da jih razume in tretjič, da on razume, kako v svojo prehrano, glede na svoje potrebe, vsaj približno ta koncept prilagoditi. In zato se mi zdi fino, dobro, nujno včasih celo, da neke smernice imamo, ampak smernice so samo vodilo. Potem pa se prilagaja te smernice oziroma konkretne prehranske izbire glede na to, ali ima nekdo celiakijo, ali ima debelost in cilj izgubo telesne mase, ali pač ne. Ampak neke smernice so pa vsem lahko vsaj približen začetek. Ker vsi živimo v istem svetu z istimi biološkimi, fizikalnimi zakoni. Ne? In mogoče čistko, a ne, recimo jaz pa se res ukvarjam s prehrano že ne vem koliko časa, ker sem v bistvu kupila Irnejev program, recimo sem imela kar nekaj aha momentov, kljub temu, recimo, da sem poznala v praksi vse te sisteme, a ne, je pa, mislim, da sem poznala v teoriji vse te sisteme, je pa mogoče praktični vidik bil tist, ko sem jaz rekla, mogoče pa lahko tudi to drugače recimo zapeljemo in tako naprej, a ne. Tako da absolutno je pomembno, da pač razmislimo. Kje bi vi rekli, da morda ljudje največ kompliciramo pri hrani? Kje se zataknemo? Pri katerih stvarih? A veste, ker obstajajo neki te, ne vem, so to miti ali neke prislovične modrosti so celo morda, ne vem, zajtrk je glavni obrok dneva, ne? In take stvari. Ali pa jej 5-krat na dan, da ohranjaš nivo sladkorja, ali pa kakšna reče, ne samo 2-krat na dan, naši predniki so celo samo 1-krat jedali in so bili čisto v redu. A veste, veliko je teh stvari, ki so tam zunaj, ki so del že neke kolektivne zavesti, ne vem pa v kolikšni meri se jih zavedamo in v kolikšni meri držijo. Razumem, da je odvisno od posameznika, specifičnih lastnosti, to, kar ste vi prej vsi povedali, najbolj vi, gospod Samoljec, ampak kaj od tega je mit, pa česa se pa morda res kljub vsemu dobro držati, pa pri tem se spremljati, kako se odzivamo na to? Meni se zdi, da je največja napaka, ki jo delamo v prehrani, zdaj bom generaliziral, ker drugače se težko pogovarjamo, ampak v splošnem opažam, da je največja napaka, da večina ljudi, tudi strokovnjakov, kolegov, greši, ko o prehrani razmišlja, komunicira skozi metode in ne principe. Zamenjujemo metode in principe. Ne razumemo principov, zato o prehrani komuniciramo skozi metode. Bom bolj jasen. Moraš jesti 5-krat na dan, ne smeš ogljikovih hidratov po 6 zvečer, postenje 16 ur ješ, 8 ur ne ješ, ne smeš kombinirati, ne vem, tega pa tega skupaj, LCHF dieta, keto dieta, hidrate daj stran, ali pa meso pa mlečne daj stran, ali pa vse, kar ti je rekel tvoj bioresonančni terapeut, ali pa nima veze, razumete me, to lahko funkcionira, ali pa ne funkcionira, če ugodi oziroma zgreši temeljne principe, ki poganjajo te metode. Se pravi, ljudje ne razumejo, kateri so temeljni principi pri prehrani, od katerih v bistvu je največji vpliv na naše zdravje, in potem se sabljajo in zapletajo s temi metodami, do katerih so iz nekih razlogov, ponavadi iz lastnih pristranskosti, so jim recimo najbolj naklonjeni. To je recimo najbolj pogost fenomen, ki smo mu priča. Ne? In te temeljne principe, sploh recimo razumevanje svojih energijskih potreb in energijskega vnosa, razumevanje potreb po beljakovinah, razumevanje potreb po vlakninah, razumevanje potreb po omega-3 maščobah, kakšen je naš vnos nasičenih maščob. Se pravi, temeljni prehranski principi, ki jim moramo ugoditi,
s tem se ne ukvarjamo, dostakrat celo mislimo, da smo to pa že pod navednicami, mislim zdaj, ne, že prerasli, ker z osnovami pa pač vendarle, ne. To vse vemo, ne. In potem zdaj mislimo, da bomo s tem mikromenedžiranjem okoli teh malenkosti mi zdaj v bistvu nekaj dosegli, brkane je pa to sama neka prokrastinacija. In to mislim, da zdaj večina ljudi je v tej fazi, ne. Ukvarja se z malenkostmi, greši bistvo in zato je njihov rezultat oziroma napredek prepuščen naključju. In zanj praviloma plačujejo mnogo preveč. Ker vse te metode ful stanejo. Stanejo ne v smislu denarja, ampak stanejo v smislu, prej smo govorili o pozornosti, o odrekanju, o odnosu, o slabi vesti, v katero se vedno znova ujamemo, ko ugotovimo, da te metode enostavno dolgi rok so za nas neozdržne. Ker zdaj, če recimo jaz imam rad krompira, ali pa imam rad riža, ali pa imam rad, ne vem, karkoli drugega, pa če bi od mene zahtevate, da zdaj jaz do konca življenja kaj tega ne jem, če hočem se držati neke diete, potem vedno znova pademo v ta nek cikl, ne? Ker ne razumemo principov in potem se samo skačemo iz metode na metodo in potem imamo ogromno ljudi, ki so bili LCHF, pa so bili vegani, pa so potem šli na postenje, pa so potem kupili merila krvnega sladkorja, pa so potem iz ene metode na drugo. Ne? Ampak najbrž je tudi čisto v redu, da preizkušaš te stvari na nek način. Do določene mere. Ne. Ne. Ni v redu. V redu je, da si odgovorna odrasla oseba in da investiraš v razumevanje temeljnih principov, ki poganjajo te metode. To. Zato je to tudi moj kontraargument temu, da zdaj mi vse to probati, pa biti čoječi, pa dajmo se poslušati. Ne. Moje telo mi v tem okolju... Ne. Moje telo mi v tem okolju danes ne bo reklo, veš kaj, manjka ti železa, pojej malo več, ne vem, rdečega mesa, ali pa manjka ti vlaknin, pojej malo več rdeče pese, ko bom šel v trgovino lačen. Okay? Slišati se, kakšne so moje potrebe v tem okolju danes, v katerem živimo, ne bo šlo enako učinkovito, kot je šlo v drugem okolju, v katerem več ne živimo. To so mehanizmi, ki smo jih prenesli sabo iz pred tisočih let naše preteklosti, ki so takrat zelo dobro funkcionirali, danes v tem šundru, pa ne funkcionirajo več enako. Ja, drži. Zato. Ker tudi se ne rojeva več, vsaj v našem svetu tako, ne, da delaš na polju cel dan, potem se primaš za drevo in rodiš in greš naprej delati. Ne. To je tak... Romantiziramo to. Ja, mislim, romantiziramo trpljenje v bistvu na nek način tudi. Zato na tak način govorim, ker sem pragmatičen človek in vidim, kaj v praksi funkcionira in to praviloma ne funkcionira oziroma funkcionira zelo redkim. Dobro, zdaj ste govorili o metodi, kaj pa so ti principi, jih lahko obnovite potem še enkrat? Ja, lahko seveda. Temeljni princip, od katerega bo največ odvisno v smislu vplivov prehrane na naše zdravje, je energijski vnos oziroma energijsko ravnovesje. Se pravi, če mi konstantno vnašamo več energije, kot je potrebujemo, se bo ta energija pretvarjala v odvečno telesno maso, odvečno telesno maščobo. In samo golo dejstvo, da mi kopičimo odvečno telesno maščobo, pa tudi če je to samo bio-eko hrano, pa brez cukra, pa bele moke, bo predstavljalo samostojno največje tveganje za naše zdravje in različne bolezni, ki jih pač odvečna telesna maščoba s sabo nosi. In če mi pač tega ne razumemo, potem vse to, kar smo se pogovarjali prej, pade. Ja. Gospa Urbas, prosim. Meni se zdi mogoče še en tak temeljen princip, na katerem zelo hitro zgrešimo, je, da hrana predstavlja v osnovi gradnike naših celic, čist gledano z fiziološkega stališča. Se pravi, beljakovine predstavljajo osnovo za naše proteine, za izgradnjo proteinov. Potem ogljikovi hidrati predstavljajo glukozo, ki pač nam daje podporo za energijo delovanja naših celic. Vlaknine recimo so hrana za naše črevesne bakterije, recimo. Maščobe so ravno tako gradniki membran naših celic in tako naprej. In v bistvu ta del tukaj mi zanemarjamo. Mi se ukvarjamo z nekimi magneziji, pa vnosom kolagena, pa vnosom s tem, kaj vse mi potrebujemo, pač vitamina B recimo, ne vem kaj še vse. Mi se ukvarjamo z v bistvu tistim, ne vem, piramido, ki je mogoče samo posamezniki recimo resnično razumejo, medtem ko nimamo sploh postavljenih nekih temeljev in veliko ljudi je dejansko makrohranilno podhranjenih v resnici, ker se sploh ne ukvarjamo z makrohranili, ampak se ukvarjamo samo še z nekimi banalnostmi. Kolagen, konc koncu, ki je tako razširjen, ker zdaj po 40 to propada in ne vem kaj še vse, je v bistvu beljakovina, ki razpade v želodcu in če bo pač tvoje telo
potrebovalo pač to beljakovino, jo bo izgradilo. Če pač ne bo, je ne bo, se bo porabilo za nekaj drugega. A ne? Tako da v bistvu in teh principov ljudje ne razumejo. Ne? Magnezij je pač mikroelement, ki ga pač seveda v nekaterih primerih absolutno potrebujemo, ampak roko na srce, če pač se prehranjujemo bolj uravnoteženo, pa magnezij ni problematičen in v bistvu se izloči, a ne? Vpliva na naše črevesje, pa gremo lažje na stranišče, recimo. A ne? Tako da v resnici se ukvarjamo z nekimi banalnostmi danes, ki mogoče res ne razumemo tistih osnov, a ne, ki jih potrebujemo, zato da lahko sploh gradimo znanje. No. Gospod Ogrin, pegasti badal, ne, to je zdaj, tisti, ki ne vedo, to je referenca, ker je gospod Ogrin, ne, je pred časom se ukvarjal s tem, ker zdaj prodajajo za razstrupljevanje sredi globoke zime, ne, in po obilnih pojedinah decembrskih za razstrupljanje jeter pegasti badal, ne, magična učinkovina. Sliši se zelo simpatično, mogoče res kaj skrivnostnega celo naredi ta pegasti badal. Sliši se zelo simpatično in skrivnostno, ampak nažalost ne naredi zelo veliko, oziroma ne naredi skoraj ničesar. Samo še kratka replika. Ni treba, sploh kratko, kar. Zdi se mi, da se ljudje pogosto ukvarjajo z banalnostmi, ravno zato, ker so jim v tem informacijskem kolapsu predstavljene kot tisto, s čimer se je zares vredno in nujno ukvarjati, ker to je privlačno. To je tisto, kar se prodaja. Ne. Zelo enostavno je prodati čudežno kapsulo, ki reši od prebavnih težav do pomanjkanja energije, do stresa, še odnos s taščo popravi, če si dovolj dosleden. Zelo težko pa je prodati to, kar je rekel kolega Mario, da naj nekdo pač ne poje preveč in naj skrbi za vnos vlaknin. Kako boš to zapakiral v lepo škatlico in prodal pod 100-kratni marži? Težko, ne? In ravno zato, toliko smo navajeni, da mora biti vse svetleče in vse instantno, da potem tiste osnove popolnoma zanemarjamo, a ravno osnove so pa tisto, kar, če bi ljudje upoštevali, bi bili veliko bolj zdravi. In prej smo že omenili prehranske smernice. Ja. Prehranske smernice niso slabo napisane. Problem je v tem, da se jih nihče ne drži. Vse imamo statistiko. Poprečno vnos zelenjave in sadja za odraslega Slovenca je okrog 250 gramov na dan. Priporočilo minimalno je 400 gramov na dan. Zakaj se ukvarjamo z magnezijem? Zakaj se ne ukvarjamo s tem, da bi ljudje pojedli več zelenjave pa sadja? To je tisto, kar želimo tukaj skomunicirati zares. Kjer bi tudi magnezij dobili. A lahko tukaj na tem mestu še nekaj, to ste pa pred dnevi objavili in je zanimivo izhodišče. Mit ali resnica, ali je hrana danes res precej bolj osiromašena kot včasih? Ja, to je tema za eno ločeno debato, zares, ampak na hitro, če lahko. Določena živila res lahko so nekoliko bolj revna shranili. Večinoma to lahko povezano s tem, da se goji bolj pridelke, ki so narejeni za to, da dajo čim več pridelka, mogoče pa zaradi tega nekoliko manj hranil, poleg tega je lahko tudi zemlja včasih osiromašena s hranili zaradi intenzivnega kmetijstva. Tako da ja, v določenem procentu pri nekaterih živilih se to lahko pozna. Ampak, če pa mi zdaj vprašamo svoje očete ali pa svoje stare starše, kolikokrat so v svoji mladosti po zimi jedli avokado, pa imeli dostop do ananasa, pa citruse 5-krat na dan, bojo rekli, a se ti hecaš. Tega ni bilo. Kaj s tem hočem povedati? Ne, dostop trenutni nas do živil je tako velik in tako sploh ne več vezan na sezono, da definitivno naša prehrana ni hranilno revnejša, ampak je kvečem hranilno bogatejša. Seveda, če izbiramo taka živila. Ne. Tako da jaz mislim, da je tisto bolj neka taka prodajna shema. Torej, jabolko, ki ga ješ, ni več tako hranljivo, ker mu manjka vitamina B, jaz ti pa prodam svoj vitamin B in kupi moj vitamin B. Ja. A lahko se še nekaj, zdaj se veliko govori o tem, o vnosu proteinov, a ne? Zdaj se mi zdi, da so povsod proteini, premalo proteinov ješ, premalo. Proteini pa izgradnja mišične mase, no, recimo za starost, a ne, kot investicija. Kaj je s tem vnosom proteinov zdaj? A je to prišlo, gospod Samblec, morda tudi vi tukaj, a ne? Ker trenirate tudi, a ne, se videl oba, trenirate tudi. A je to prišlo s to fitness kulturo, pa s temi treningi, pa s fitnessi, da so te proteini zdaj kar naenkrat tako pomembni postali? Dajmo tukaj najprej ločati med proteini pa med beljakovinami, zato ker proteine ljudje pogosto povezujejo bolj z beljakovinskimi dopolnili v prahu. Ja, drži, ja. Čeprav gre bolj za angleško besedo beljakovina, ki pa, dajmo reči, predstavlja
celoten nabor beljakovinskih živil. Od mesa, rib, stročnic, izdelkov iz stročnic, kot so tofu, tempeh, do, ne vem, a sem omenil že ribe, sem omenil jajca, mlečni izdelki, manj mastni mlečni izdelki. Spravi, tukaj imamo cel asortiman beljakovinskih živil, ki imajo spet vsako živilo oziroma vsaka skupina živil nek svoj nabor hranil, ki jih druga nima. Recimo ribe kot beljakovinsko živilo imajo tudi maščobe omega-3, meso kot beljakovinsko živilo ima lahko več cinka, železa, mlečni izdelki kot beljakovinsko živilo imajo več kalcija. Se pravi, tukaj potem težimo k tej neki raznolikosti. Na drugi strani imamo pa pač proteine, ne, oziroma beljakovine v prahu, ki pa, ja, se strinjam, so pa res dobile nek zagon v popularnosti še v času moderne ere bodybuildinga, post Arnold Schwarzenegger era, ne, obdobja, ko v bistvu se je potem beljakovine v prahu takrat v tem svetu dodajalo, misleč, da pa zdaj nekdo, ki trenira z utežmi, potrebuje pa neko abnormalno količino beljakovin in v štartu je bil pač predsodek pred tem, ne, ker češ pač praški, ne, kot da moka, iz katere se speče kruh, se pa ni prašek. Sprav spet predsodek, ne? Ljudje in naši predsodki. Sem videla na spletu, te Sushi Mango so zelo popularni avstralski komiki, ko si je proteine, ne, dajo v vodo in je mama pa ata sta prišla notri in sta rekla, a se drogiraš? Ja, no, ja, ne, pač predsodki. To je to, ja. Ampak ne bom v svojem odgovoru še malo bolj uporaben. Dve skrajnosti sta, ne? Se pravi, pred beljakovinami zelo pogosto svarijo tisti, ki bi jim zanimivo koristilo, če bi svoj vnos beljakovin malo zvišali. Beljakovine niso nobeno čudežno hranilo. Pač vemo, kakšne so smernice po njih. Tisto, kar jaz morda najbolj v komunikaciji, ob katero se je obdrgnil Jernej že večkrat, a ne, o komunikaciji o prehranskih smernicah, ne o samih prehranskih smernicah, jaz bi morda pri beljakovinah dal eno, ki se meni zdi relevantna. In to je, da se zelo pogosto zamenjuje pojma minimalen vnos beljakovin z priporočenim vnosom beljakovin. Vedno znova izpostavljamo ta minimalen vnos beljakovin, tistih 0,8 grama na kilogram telesne teže, kot nek standard, ki pa to ni. To je samo pač neka minimalna količina beljakovin, ki če vnašamo vsaj toliko, potem ne bomo razvili simptomov pomanjkanja. Tako kot je pač minimalna količina vitamina C 100 mg, kar je nek ekvivalent večje pomaranče. Ampak to še ne pomeni, da če bomo pojedli več kot 2 pomaranči, da je pa to bog ne dej, ker bomo užili preveč vitamina C. In podobno pri beljakovinah obstajajo tudi priporočila, ki so za veliko, recimo ljudi, koristnejša kot pa ta minimalna. In tudi literatura to izjemno dosledno potrjuje. Že skozi desetletja se nabere in kaže, da je veliko bolj smiselno vnos beljakovin za večino ljudi in večino njihovih ciljev, ki jih imajo v smislu lažjega uravnavanja apetita, zmanjšanja nekega impulzivnega prenajedanja, in tako dalje, se kaže že ta okoli gram pa pol na kilogram telesne teže. In da je v bistvu en tak razumen vnos beljakovin lahko tukaj. Seveda so spet izjeme. Ampak zdaj pa druga skrajnost, samo s tem končam, v svetu nekega fitnessa, pa gremo na, ne vem, če je pa malo več bolje, kot pa minimalno, potem pa gremo zdaj, pa na 2, pa na 3, pa na ne boje meja. Kar pa je svet potem nesmisel, ker potem s temi beljakovinami samo izpodrivamo druge skupine živil in druga hranila, ogljikohidratna in maščobna živila, ki jih pa tudi potrebujemo. Se pravi, ta nek balans moramo pol najti. Ja, jaz bi tukaj mogoče vseeno rada poudarila, beljakovine seveda smo že prej rekli, so pač ključne in pomembne. Zdaj, z medicinskega stališča imamo nek, bom rekla, maksimum, ki ga lahko ob enem obroku vnesemo, zaradi tega, ker je drugače absorpcija pač slabša. Ampak kljub vsemu bi pa rada poudarila, da so nekatere izjeme, ki ne smejo beljakovin pač uživati kar tako v velikih količinah, recimo, so neka bolezenska stanja, kjer v bistvu pač ne priporočamo pretirano količino beljakovin. In zato je zelo pomembno, da v bistvu ravno to, kar je pravzaprav rekel, da pač postavimo v kontekst. Beljakovine so zdaj naenkrat ratale bum, vsi bi se prehranjevali beljakovinsko. Obstajajo diete, Atkinsonova dieta in tako naprej, kjer so v bistvu, ki so beljakovinske diete, bolj kot ne, pa se recimo srčno-žilno niso izkazale kot varne, to je
treba poudariti. In v bistvu je treba biti kljub vsemu previden. Zdaj, 1,5 grama recimo za tistega, ki je pač res, ki je recimo aktiven, ne? Medtem ko nekdo, ki ima recimo ledvično bolezen ali pa neki starostnik in tako naprej, pa mogoče rabijo samo 1 gram. Tako da tukaj je potrebno mogoče se s kakšnim strokovnjakom, zdravnikom ali pač nutricionistom oziroma prehranskim svetovalcem posvetovati glede samega vnosa, da pač ne pride do recimo pretiranega vnosa. In druga stvar, ki bi jo rada izpostavila, je, da prehranska industrija je v bistvu relativno slabo regulirana. Vsi prehranski dodatki, vključno z recimo dodatki beljakovin in tako naprej, so v bistvu slabo regulirani in je zelo pomembno, kaj pravzaprav kupimo, kako dobro poznamo recimo ta živila, Tako da v bistvu, če se le da, mi vedno priporočamo vnos beljakovin v obliki neke hrane, absolutno, Tako da v bistvu beljakovine v obliki praškov naj bi bila samo podpora recimo pri neki, podhranjenosti ali pa recimo pri neki kronični bolezni, kjer se potrebuje, ali pa res tam, kjer nekdo zelo veliko trenira, naprimer, pa potrebuje ta beljakovinsko podporo, To je pomembno, Ampak prav pa je, da so beljakovine del uravnotežene prehrane, tako kot je rekel pač Mario, da so pač beljakovine, da jemo meso, da jemo ribe, da jemo mlečne izdelke, jajca in tako naprej, ker vsak del tega nam poleg beljakovin prinese tudi neke druga hranila, mikro ali makro hranila. Gospod Ogrin, še vi o proteinih / beljakovinah. Beljakovine in beljakovinska živila, sploh tista, ki jih recimo po naravni poti ne vsebuje tako veliko, torej živila, katerim so beljakovine v prahu ponavadi dodana, jih jaz vidim kot delno lahko zelo smiselna živila. V določenih kontekstih, pa ne spet vsa tista živila. Torej obstaja na trgu tudi beljakovinska voda. Zdaj mislim, da nam tukaj ni treba zelo veliko o tem komentirati sploh, ampak živila, kot so na primer beljakovinski puding, nek jogurt, ki ima še nekaj beljakovin dodanih, mlečni izdelki z visoko vsebnostjo beljakovin, to so pa lahko živila, ki so smiselna, praktična, okusna, podpirajo aktiven življenjski slog in jaz ne vidim tukaj nič narobe s temi živili, dokler so seveda v kontekstu uravnotežene prehrane, uravnoteženih obrokov in tako dalje. Kje bi lahko bil problem, recimo, če nekdo vpraša, torej najbolj smiselen je, najbolj pomemben je zadosten vnos beljakovin v dnevu, a lahko vse te beljakovine zaužijem z beljakovinami v prahu? Odgovor tukaj v teoriji je lahko ja, ampak v praksi, a je res to smiselno, a je res to nujno? In v večini primerov je odgovor tukaj seveda ne. Je normalno hrano, običajna živila. Če v vsak obrok vključiš primerno količino primernega beljakovinskega živila, je tvoj vnos beljakovin na koncu dneva brez težav zadosten. Samo to se ne bo zgodilo po nesreči, na tem je treba aktivno delati. Ne bo meso padlo kar samo od sebe na krožnik, ne bo se zgodila pečena riba za večerjo. Zato je treba poskrbeti, Ampak to lažje je narediti beljakovinski šejk, kot pa speči kos mesa. In zato dopolnila lahko pridejo prav, niso pa vedno rešitev za vse ljudi. Za konec, 2 minuti sta nam ostali, še strnemo. Imate kakšna priporočila, mogoče za vse, ki nas poslušajo danes, pa so vendarle zmedeni, kar se tiče hrane. Mislim, a je dobro, da ne pozabimo, da je hrana tudi užitek, da je hrana tudi odnos in soodnos in druženje. Morda, to je en moj detajl. Ja. Par sekund. Ja, začel sem s tem. Najprej dajmo poskrbeti, da bo naš odnos do hrane zdrav, primeren, dajmo reči izpolnjujoč, da se bomo svojih obrokov veselili, da jih bomo delili, da nam ne bojo predstavljali neke nervoze, stresa. Da jih bomo delili, to je ja, tudi se pravi, tukaj bi nekako začel. Potem, če bi hotel biti malo bolj uporaben kot to, bi rekel samo, da pač dajmo se vprašati najprej, ko se spravimo k zajtrku, kosilu ali večeri, kje imamo nek vir beljakovin, sadja ali zelenjave. Že samo, če si najprej odgovorimo na to vprašanje, bomo naredili velik korak naprej. Gospa Urbas. Če nam nekaj ne deluje, se najprej povprašamo po temeljih in tam najprej razčiščujemo. Gospod Ogrin, še vi? Dajmo biti zmerni, ker z zmernostjo zelo, zelo težko zgrešimo. Super.
Pa če ima kdo pri starem matu kakšno gajbico avokada, nič narobe, ne, če jo da na plano. Hvala lepa, spoštovani gostje, ker ste danes prišli in z nami delili svoje znanja, izkušnje in pa tudi modrosti. Hvala lepa, vse dobro vam želim. Hvala za vabilo. Glasovi svetov. To je bila oddaja Glasovi svetov, tokrat o hrani kot življenjskem slogu. Pogovor je bil premierno predvajan v oddaji Intelekta na Prvem. Tonska mojstra Matic Ferlan in Liam Samsa, oddajo sem pripravila in vodila Lijana Buršič. Posnetek oddaje je že dostopen na naši spletni strani Arsa in v arhivu RTV 365. Dragi poslušalci in poslušalke, lepo, če smo se slišali. Prisoten dan vam voščim in ostanite v družbi Arsa še naprej.